Mesta so eden najzapletenejših artefaktov, ki so zgradili Rimljani. Emona je zelo, zelo zapleten artefakt. Kako ga razumeti, kako ga analizirati? Diskurs se je osredotočal predvsem na samo formo, na obliko mesta. Najuspešnejši in najvplivnejši tovrsten projekt je bila analiza modularne zasnove Emone izpod rok Milice de Toni in Tineta Kurenta. Zdaj, to delo zaznamuje fascinacija s pravilnostjo, z ortogonalnostjo, s prostorskim redom. Imelo je zelo velik vpliv pri raziskavah in interpretaciji Emone nasploh. Ampak mesto ni zgolj forma, ni zgolj arhitektura, mesto opravlja cel kup funkcij. V Rimskem imperiju je bilo mesto osnovni model delovanja imperija. Mestna skupnost je bila osnovna administrativna enota, ki so jo prebivalci sprejeli ali pa jim je bila vsiljena na celotnem območju imperija. Mesto je bilo prostor administriranja, je bilo prostor trgovine, srečevanja, spektaklov, obredov. Vendar, če pogledamo, kaj ljudje v mestu v resnici počnejo, ko administrirajo ali so administrirani, ko trgujejo, ko se udeležujejo spektaklov, ritualov in podobnega, je to, da se srečujejo, da izmenjujejo stvari, da izmenjujejo informacije in ideje. Na najnižjem nivoju opazovanja mesta sta orodja ali stroji za interakcije, za srečanja, za menjave, tako socialne kot ekonomske. Rimska mesta so si zelo podobna, narejena so po enotni zasnovi. Zakaj? Zato, da prenesejo vzorec interakcij povsod po celotnem imperiju. Mesta so artefakti, ki omogočajo, silijo, vodijo k rimskem načinu življenja, k rimskosti, k romanitas. To počnejo skozi telesne, nediskurzivne prakse gibanja, srečevanja in gledanja. Mesta so utelešene ideologije, ki jih beremo in živimo. Reproduciramo s telesi, z vzorci vsakodnevnih poti, z načinom bivanja v samem mestu. Rimska mesta ne le odražajo, temveč tudi oblikujejo ideologijo, so ideološki stroji. So stroji za produkcijo rimskih državljanov, za produkcijo pravih Rimljanov. Mesto, kot smo rekli, ni zgolj arhitektura, niso zgolj javne zgradbe, ni zgolj forum, terme, teater, ampak arhitekturo skupaj drži mreža prostora, cestna mreža, mreža ulic, žil in komunikacij, ki povezujejo arhitekturo v celoto v mesto. Torej, mesto ni zgolj arhitektura, je razmerje med stavbami in praznim prostorom vmes, je razmerje med prostori, razmerje med mrežo ulic, cest in prehodov. Mesto je torej in predvsem specifična konfiguracija prostora. Z mestom kot specifično konfiguracijo prostora in z mestom kot strojem za interakcije se ukvarja prostorska skladnja, space syntax, teorija in metodologija preučevanja urbanega prostora, ki jo je razvil Bill Hillier z University College v Londonu. Uporablja se za analizo tako modernih mest, načrtovanja v urbanizmu, kot za analizo historičnega urbanizma in čedalje pogosteje tudi v arheologiji. Glavni predmet preučevanja prostorske skladnje je konfiguracija prostora. Prostorska skladnja se ukvarja z vzorci prostora v mestu, z vzorci praznega prostora med zgradbami, z razmerji med njimi in z razmerji celote do posameznih prostorov. Prostorska sintaksa poskuša razumeti, kakšna je vloga konfiguracij pri premikanju, srečevanju, interakcijah in drugimi družbenimi pojavi. Se pravi, kakšen je odnos med družbeno organizacijo in prostorsko konfiguracijo. Prostorska konfiguracija oblikuje ne le posamezne poti, temveč vzorec gibanja in interakcij, ki vznikne skozi čas, neke vrste dolgoročni vzorec toka ljudi in srečanj. Prostorska konfiguracija na nek način meša, spaja ljudi. Vpliva na odločitve pešcev, ko se gibljajo skozi mesto, spodbuja ali preprečuje izbiro poti skozi in po mestu. Poglejmo si to na primeru. Katera je najlažja pot med točkama A in B? Morda najbližja, najkrajša razdalja? Ali morda najenostavnejše, z najmanj spremembami smeri? Raziskave kažejo, da prav te. Pešci raje izbirajo preproste, bolj direktne poti, poti z manj zavoji in spremembami, veliko raje kot kompleksne, čeprav so te morda krajše. Poti, kjer je manj sprememb smeri, so bolje vključene v konfiguracijo mesta. Tu lahko pričakujemo zgostitve pešcev,
tukaj je več srečanj, tu lahko pričakujemo lokale, trgovine in tako dalje in tako dalje. Poskušajmo analizirati Emono s pomočjo prostorske skladnje. Zdaj, za ta projekt sva generalni načrt Emone vzela iz sinteze Plesničarjeve in novejše Gasparijeve rekonstrukcije, ki je popravljen in dopolnjen načrt Emone. Razvoj mesta opazujeva skozi dve fazi gradnje foruma, kot ga je rekonstruirala Ljudmila Plesničar. V najstarejši gradbeni fazi, od nastanka Emone pa do konca 1. stoletja, torej to je ta zelo zgodnja faza, ne moremo govoriti v forumu v klasičnem pomenu besede, temveč o odprtem prostoru sredi mesta, o večjem trgu, ki nima klasične forumske arhitekture. Kar najprej opazimo in kar je nenavadno, če Emono primerjamo s sočasnimi podobnimi mesti, kot je na primer Augusta Pretorija oziroma Aosta v današnji severni Italiji, kjer je za forum rezerviranih nekaj inzul ob križišču glavnega Karda in Decumana, je, da emonski forum leži bolj centralno, da so za forum zmanjšane inzule na obeh straneh glavnega Decumana, zato forum ne leži ob križišču glavnega Karda in Decumana, temveč pravzaprav na glavnem Decumanu. Drugače pa ima Emona skoraj trivialno mrežno strukturo. Posvetimo se prostoru, ki povezuje mesto, torej mreži ulic. Najprej konstruiramo osne linije. Osne linije so linije najdaljših pogledov znotraj urbanega prostora. Osne linije predstavljajo, kako ljudje dojemajo, vidijo ulično mrežo. Osne linije poudarjajo enodimenzionalno kvaliteto urbanega prostora, torej potencial za povezovanje in premikanje. Dobimo osni načrt, osnovno reprezentacijo gibanja po mestu. Osni načrt kaže najmanjše število osnih črt, torej najdaljših neprekinjenih pogledov in potencialnih poti, ki prekrivajo vse konveksne prostore ali ulice. Osni načrt je na nek način kognitivni ekvivalent ulične mreže. Z barvami lahko prikažemo nekatere topološke značilnosti osnih linij. Na primer, povezanost, torej število drugih linij ali ulic, ki so povezane s posamezno ulico. Več ulic, kot se stika z ulico, več osnih linij, kot se stika z osno linijo, več kot je križišč, večja je povezanost ulice. Z rdečo barvo so označene ulice, ki so povezane z največ ulicami, v tem primeru 10. Pomembna mera, ki kaže razmerja med osnimi linijami, ulicami, je globina. Globina je število zavojev ali odločitev, da iz ene osne linije pridemo do druge. To je topološka, ne metrična mera. Ne meri metrične razdalje v metrih, temveč kognitivno razdaljo med dvema ulicami, izmerjeno s številom zavojem, križišč ali odločitev. Iz glavnega Karda ali Decumana so vse ulice oddaljene največ 2 odločitvi. Se pravi, največja globina glede na glavni Kardo ali Decuman v Emoni je 2. Emona je torej zelo plitvo mesto, zelo preprosto, zelo kognitivno enostavno organizirano mesto. Ključna mera za razumevanje konfiguracije mesta je integracija. Mera, ki za vsako osno linijo kaže povprečno globino ali najmanjše število sprememb smeri do vseh ostalih ulic. Integracija je globalna mera, saj meri razmerje ulice do vseh ostalih ulic. Meri torej povprečje globin do vseh ostalih linij. Tako za vsako ulico izračunamo globino do vseh ostalih in nato izračunamo povprečje vseh. Integracija tako izraža globino v razmerju do vseh ostalih ulic. Te vrednosti se med osnimi linijami zelo razlikujejo. Ulica ali osna linija je dobro integrirana, če je povprečje globin do vseh ostalih ulic nižje od drugih in je segregirana, če je višje, če je večina ulic daleč ali globoko stran. Integracija je ena najpomembnejših mer, ki opisuje konfiguracijo mesta. Kaže kognitivno kompleksnost, dostopnost prostora in napoveduje gibanje pešcev ali lokalnega prometa. Načeloma ljudje v mestu hodijo od katerekoli do katerekoli druge lokacije, vendar se vzorci gibanja poti so odvisni od prostorske integracije ulic. Bolj vključene ulice privabljajo več pešcev. Tu pričakujemo več interakcij, posledično se tu več dogaja. V Emoni so Kardi v osrednjem delu mesta najbolj integriran del mesta. To pomeni, da tu poteka največ prometa pešcev, da so tu glavne osi gibanja. Tu konvergirajo poti pešcev, ki hodijo po opravkih po mestu.
Tu se zgoščujejo interakcije. Druga, podobna mera je izbira, choice, ki kaže tok ljudi skozi prostor, promet skozi mesto. Kaže na pretočnost ulic, katere ulice so pretočne in katere ne. Predstavljamo si ga lahko kot tok prometa po ulicah. Če v vsaki ulici priredimo enoto neke tekočine, se ta enakomerno razdeli na vsakem križišču, dokler ne doseže vseh osnih linij. Ko na koncu seštejemo količino vode vsake osne linije, dobimo vrednost izbire. Tam, kjer je vrednost večja, je os bolj pretočna. V emoni je glavni dekumant zelo pretočen. V bistvu najpretočnejši pa so trije kardi. To pomeni, da je konfiguracija mesta tu, po rdečih in oranžnih linijah na karti, omogoča največ prometa skozi mesto. Gre za kognitivno najenostavnejše poti skozi emono. Ljudje, ki se premikajo po mestu, zaznavajo mesto skozi spreminjajoča se vidna polja. Vidna polja ali izoviste so deli mesta, ki jih opazovalec vidi iz določene lokacije, podobno kot viewshed v GIS-ih. Količina informacij, ki jo ponujajo vizualna polja, pomaga posamezniku pri gibanju in orientaciji, pri odločitvah kam naprej, kje zaviti in podobno. Ko se posameznik premika, se njegovo vidno polje spreminja, odpirajo se mu novi deli mesta. Če izračunamo vidnost iz vsake lokacije v mestu, dobimo vizualno izpostavljenost ali povezanost, ki kaže, kakšen del mesta se vidi iz posamezne lokacije. Višje vrednosti, v našem primeru rdeče, pomenijo, da je prostor bolj odprt, da se iz njega več vidi. Najbolj vizualno odprt ali povezan prostor je v našem primeru forum, oziroma segment karda tik pred forumom. Pri analizi vidnosti je pomembna mera tudi vizualna globina, ali število sprememb vidnega polja med dvema lokacijama. Na nek način zelo podobna globini med osnimi linijami. Povprečje globin posamezne točke do vseh ostalih točk pa kaže vizualno integriranost posamezne točke. Gre za mero, ki je na nek način podobna integraciji osnih linij, le da tudi velja za posamezne točke v prostoru, ne pa za celotne linije. Višja vizualna integracija pomeni, da je neka točka lažje dosegljiva, da je kognitivno manj zapleteno priti do nje. Ljudje se srečujejo in se pogosteje gibljajo skozi kraje z visoko vizualno integracijo, te točke privlačijo pešce. V našem primeru je najbolj vizualno integriran forum, ki ima središčno vlogo. Do foruma je, v primerjavi z ostalimi prostori, najenostavneje priti od katerekoli lokacije in iz foruma je najenostavneje priti do katerekoli druge lokacije v mestu, v primerjavi z vsemi ostalimi točkami. Analiza gibanja agentov kombinira obe analizi in na nek način najbolj plastično prikaže vzorce gibanja in interakcij. V mesto ne spustimo surogate ljudi, ki se gibljajo po zakonih prostorske sintakse, torej izbirajo bolj integrirane ulice in bolj integrirane prostore v mestu. Spremljamo njihovo gibanje in opazujemo dolgoročen vzorec gostitev, srečanj in premikanja. Ta spet kaže osrednjo vlogo foruma. Najverjetneje konec 1. stoletja emonski forum zgradijo, skratka z arhitekturo zapolnijo praznino, ki je bila tu prej. V tem času, torej konec 1., mogoče v začetku 2. stoletja, na dotlej praznem forumskem prostoru postavijo na enem delu baziliko, na drugem tempelj in ob obeh v tem prostoru, rezerviranem doslej, postavijo portike, v njih trgovinice in še določene prostore za javne zgradbe, v sredini pa pustijo prosto forumsko ploščad. Ta majhen poseg v mesto povzroči velike spremembe v konfiguraciji in vzorcih srečevanja. Na javne trge ne vpliva le oblika prostora, ki jo definira okoliška arhitektura, temveč predvsem razmerje do drugih prostorov, torej kako je trg vpet v širše tkivo mesta. Spet izdelamo akcialni načrt druge faze emone, ki kaže, da se kognitivna kompleksnost gibanja po emoni zaradi novega foruma zelo poveča. Globina, torej število sprememb smeri iz glavnega karda do najglobje ulice se poveča iz 2 na 4. Glavni dekuman je zdaj prekinjen s forumom. Maksimalna globina ulic iz dekumana se poveča iz 2 na 5.
Mesto postane bistveno bolj kognitivno zapleteno in razdeljeno na dve polovici, vzhodno in zahodno. Spremeni se tudi integracija ulic. Integracija, da se spomnimo, kaže povprečno globino ali najmanjše število sprememb smeri do vseh ostalih ulic. Najbolje je integriran kardo zahodno od glavnega karda. Oba segmenta glavnega dekumana, pa tudi forum sam, sta najbolj segregiran del mesta, kar pomeni, da tu ni pešcev. Če nimamo ravno opravkov tukaj, bomo šli raje naokoli in se izognemo forumu. Podobno je pri izbiri, torej toku prometa skozi mesto. Mesto je zelo nepretočno v smeri vzhod-zahod. To je velika sprememba od prve faze, kjer je glavni dekuman omogočal zelo dobro pretočnost ravno v tej smeri. To je še toliko bolj nenavadno, saj je v tej smeri teče povezava iz Akvileje proti Siski. Paradoks je tudi, da je Emona zelo pretočna v smeri jug-sever, torej iz smeri Barja, kljub temu, da pričakujemo največ prometa v smeri zahoda proti severu in vzhodu, torej iz Akvileje proti Petovioni in Siski. Izgradnja foruma tudi zelo zapre poglede. Glavni dekuman postane zelo nepregleden in se zaključi pod pravim kotom glede na fasado bazilike. Običajno je za pretočne, dobro integrirane ulice značilno, da se ne priključijo pravokotno na fasade stavb, temveč pod čim manjšim kotom. To, da se ulice pravokotno zaključujejo s fasadami pomembnih stavb, je značilno za simbolično izražanje moči skozi arhitekturo, ko je monumentalnost in izražanje moči pomembnejše od konfiguracije, ki omogoča srečevanje in pretočnost. Vizualna integracija mesta v drugi fazi kaže na nek način policentrično vizualno strukturo. Vizualno so najbolj izpostavljena križišča severno in južno od foruma, ki postanejo na nek način mehni trgci, ki so vizualno dobro vključeni v mesto, veliko bolje kot forum sam. Skozi perspektivo prostorske skladnje, ti trgci prevzamejo prejšnjo vlogo osrednjega trga. Tu, predvsem v dobro integriranih ulicah, pričakujemo najbolj živahne aktivnosti, trgovine, lokale, srečevanja. Veliko manj tega je na forumu. Na podobne spremembe kaže tudi analiza gibanja agentov, ki veliko manj izberejo forum in se več srečujejo na trgcih severno od foruma. Ona zelo preprosto, skoraj trivialno mrežno konfiguracijo, ta preprosta vaja iz prostorske skladnje pokaže, kako mehni, drobni posegi v mestno konfiguracijo, morda z namenom simbolnega razkazovanja moči skozi arhitekturo, radikalno spremenijo vzorce interakcij in srečanj, premikanja. Onemogočijo mestu, da upravlja svojo funkcijo stroja za srečevanje in interakcije. Zmanjševanje pomena Emone oziroma stagnacijo mesta v tem času, v 2. stoletju, lahko pripišemo različnim faktorjem, tako ekonomskim kot strateškim, predvsem posledicam markomanskih vojn in pa pandemije črnih koz v tem času. Morda pa tudi temu, to, kar sva pokazala prej, da mesto ne upravlja več svoje funkcije stroja za srečevanje na enak način, kot ga je upravljala prej. Da, skratka, izgradnja foruma konec 1. oziroma v začetku 2. stoletja spremeni prostorsko konfiguracijo mesta in omeji možnosti srečevanj. Vsekakor nam prostorska skladnja lahko pomaga razumeti, kako je mesto delovalo, predvsem v smislu vsakdanjih telesnih praks. S pomočjo prostorske skladnje lahko razmislimo o obstoječih in prihodnjih interpretacijah arheoloških sledov. Predvsem pa premislimo različne rekonstrukcije možnih dohodov na Emonski forum, ki jih doslej imamo, in podvomimo v njihovo pravilnost. Relativno slabo ohranjenost sledov na lokaciji foruma ni omogočila jasnih zaključkov, kako se kardi stekajo na forum, kje vse je forum zaprt s portiki in kje in kako točno vstopa glavni dekuman na forum, kako komunicira z okoliškim prostorom forumska bazilika in podobno. Vse to so ključna vprašanja za razumevanje vloge in nastanka Emonskega foruma in prostorska skladnja nam pomaga, da jih lahko bolje razmislimo.